posebej, če ste anime fan in to mislimo v najbolj čistem pomenu možnem. Namreč sredi aprila smo bili priča spektaklu na odru Cankarjevega doma, kjer je magičnost animejskih kompozicij s simfoničnim zvokom in orkestrom združila v bistvu ukrajinska zasedba 38 Samurai. In še vedno pod vplivom tiste noči, kot obiskovalec in pač donom, violino v glavi, stopiš nazaj in se zaveš, naslednji vikend te čaka anime konvencija v obalnem Kopru, ki se imenuje Umiko in letos je v bistvu ponudil razširjen program, več stojnic z umetnostnimi izdelki in anime merčom, sigurno več priložnosti, da se združimo z novimi člani skupnosti in širimo svoj entuziazem o novih in tekočih serijah. Več je bilo japonske hrane, korejske hrane, več bubble tea in veliko, veliko več cosplayerjev. Eva je z nami, predsednica društva Umiko, Eva Keber. Dobrodošla v studiu in hvala, da si se odzvala. Hvala za vabilo. Seveda. Eva, moje prvo vprašanje je, postav se v kožo Eve na soboto zvečer, ko si stopila skozi vrata, se usedla na kavč. Kakšni so tisti občutki, ki so te prvo spreleteli? V soboto večer, ko si prišla domov? Tako je, postavi se v kožo Eve, dogodek se zaključi, ti si, ves stres se izvali iz tebe, končno je konec dogodka, ki si ga pripravljala več mesecev, stopiš skozi svoja domača vrata, se zaveš, dogodka je konec, bil je precej uspešen v primerjavi z lanskim letom. Kaj so tisti prvi občutki, ki so te v bistvu prevzeli, ko je bilo vsega konec? Mislim primarno, da sem pač bila ful zaspana, tako da sem šla takoj spat. Se moje vprašanje, a si se sploh vrnila soboto, glede tega, da še je bilo potrebno pospravljati? Ja, ne. V bistvu je bilo zabito, ker smo mogli čakati še potem uro in pol pred šolo z gostinskimi mizami, tako da so jih potem prevzeli, no. In potem smo šli na pivo v geto v Kopru. Tam smo igrali malo družabne igre in potem smo okoli 2 šli k meni domov in pač smo, mislim... After party? Ne, pač jaz, fant pa en kolega, no, smo v bistvu pri meni spali, ostali so tako šli domov, oziroma mislim, da so celo še malo ostali v getu tam na pivu, ampak ja. So imeli še energijo. Mislim, zavedaš se, da je dejansko vsega konec. Depresivni občutki. Ja, mislim, ker res mine takoj. Tako mi gre to ful na živce, ker nekako delaš to zadevo ful mesecev in na koncu kar ni več. Torej bo naslednje leto lahko pričakujemo vsaj 2 dni. Ja, cel teden.